bistvu začelo se je z razvojem same programske opreme, kjer smo si nekako zamislili ta naš uporabniški vmesnik, ki bi ga v bistvu tudi popolnoma slepa oseba lahko uporabljala. Vendar smo prišli do težave, da je za slepo osebo v bistvu precej težava pri sami konfiguraciji, kar pomeni, da ni dovolj, da ti recimo aplikacijo samo ponudiš, napišeš navodila in pol pač prepustiš slepi osebi in njeni družini, da se pač z temi nastavitvami zafrkava. In prav zato smo v bistvu na nek način tudi poiskali hardversko rešitev, kar pomeni, da se pred nas da kupiti v bistvu tudi celi telefon, že z prednaloženo našo rešitvijo in na telefonu je v bistvu tudi garancija in vse deluje že v bistvu iz škatle, kar pomeni tako, da je bistveno boljša uporabniška izkušnja. Sprva je naš projekt v bistvu bolj zajemal slepe in zelo slabo vidne osebe, zato ker smo pač nekako verjeli, da pri njih rešujemo v bistvu največji problem. Po drugi strani pa smo seveda tudi ugotovili tako, da je naša rešitev v bistvu tudi zelo primerna predvsem za starejše ljudi in teh je v bistvu tudi bistveno več in na nek način v bistvu tudi starejšim osebam lahko z poenostavljenim uporabniškim vmesnikom tudi naredimo izkušnjo z pametnim telefonom malo prijetnejša. Poraba tega vašega vmesnika zelo okrne samozmogljivost recimo androidnega sistema. Dobijo toliko iz njega tudi preko vašega vmesnika kot recimo mi, navadni uporabniki. Načeloma smo se trudili narediti naš uporabniški vmesnik tak, da je sicer enostaven in lahek za uporabo že od samega začetka, vendar omogoča čisto vse stvari, kot bi jih na primer sam telefon privzeto pač omogočal. Kar pomeni, da dostop do Googlove trgovine, dostop do vsega je v bistvu tudi enak, oziroma pač uporabniška izkušnja je drugačna, enostavnejša, ampak končni rezultat je seveda enak. Mi smo z študentskim projektom, s katerim smo dobili pač dovolj medijske prepoznavnosti, da smo pridobili investicije, smo lancirali podjetje. Pri večini, na primer študentov ali pa kakih mlajših teh podjetnikov pa stvar ni takšna in je treba čim prej priti do kakšne realne prodaje in v bistvu nekako tak. Kaj pa so mogoče tisti neki trendi, ki se zdaj kažejo, ki jih ti vidiš, tehnološki trendi, ki bi lahko pomenili to monetiziranje hobijev? V bistvu je tak, naprimer v programiranju pa v računalništvu je velik biznis. Zdaj na nek način so pametni telefoni, je pač trg pametnih telefonov že dokaj nasičen. Če samo gledamo naprimer na Google App Store, trenutno ima že več kot milijardo različnih aplikacij, kar pomeni, da je zelo težko postati viden tam not. Seveda imamo različne primere, ko kakšnemu malemu razvijalcu prav zaradi kakšne viralnosti v bistvu naredi zelo super projekt in zelo monetizira svoj app ala Flappy Bird nazadnje, ampak to je v bistvu zelo redko in v bistvu netipično. Za manjšega razvijalca je bistveno boljše, če se osredotoči na nišne področje in tam preizkuša pač razvijati kakšne aplikacije. Glede na to, da gre za dokaj visokotehnološke stvari, pri tem pomeni to mogoče večjo začetno investicijo za razvijalce? Investicija seveda je pač večja, ampak je ponavadi tudi to vredno. Že naprimer, če gledamo na prvič, ko so v bistvu pametni telefoni prišli ven, je seveda bilo potrebno nakupiti si pametni telefon pa računalnik, ampak to pride v poštev, če je kdaj prilika, je to zdaj prilika. Koliko sem seznanjen, že na faksu učijo glede Androida in Android je v bistvu programski jezik, ki se v bistvu tudi uporabljal na tem področju, tudi na področju recimo ur ali očal, kar pomeni, da seveda s tehnologijo se bodo definitivno srečali, je pa seveda tak, za kakšne take projekte ali pa kakšne take venture pa je treba seveda inicijativo vzeti svoje roke pa v popoljanskem času kaj razviti in tudi dati na trg. Kje so mogoče kakšne rešitve za bodoče podjetnike, mogoče za podporne mehanizme, ki jih lahko iščejo v okolju pri nas, recimo v Mariboru, v Sloveniji? Naprimer, ta podjetniški inkubator tu pri nas je super začetek, ko bo recimo mlajšega podjetnika lahko postavil v pravo smer. Seveda pa tudi kakšni taki dogodki, kot so danes tu v Kibli, na teh spletnih uricah in Startup Muslijo so tudi super za bodočega podjetnika ali razvijalca, ko bi rad dejansko naredil kaj več.
Danes pač je bil tu z nami Luka, en izmed rednih obiskovalcev tega eventa in smo ga pač zdaj končno prepričali, da tudi on malo prije povedati, ne, še posebej, ker ima take zanimive hobije, ne, to Oculus Rift, Pebble, za katerega razvija aplikacije. Predvsem tu je druženje, to je glavna stvar, ki stoji za temi dogajanji ob torkih, vsak torek, da se pač ljudje pridejo sem neko predavanje, malo se nekaj novega zvejo, se malo skonektajo z drugimi, na koncu pa v bistvu takle druženje, spoznavanje in je to v bistvu to.